Z mano sta še vedno državna prvaka iz finančne pismenosti za mlade in nadaljujemo z našim pogovorom. Najprej me zanima, zakaj mi ne rešujemo revščine na ta način, da bi enostavno naprintali več denarja? Jaz sem imela enake pomisleke, ko sem bila mlajša, ampak potem sem nekako spoznala pojem inflacije, se pravi, da če mi naprintamo preveč denarja, bo ta denar izgubil vrednost in zaradi tega bomo vsi na slabšem. Naprimer, če dam primer, da ješ vsak dan pico in v 15. dnevu ti bo ta pica že, boš prosil mamo naj ti nekaj drugega skuha kot pico. In isto je z denarjem. Izgubi vrednost. Razumem. Pač nočeš ga več jesti. Zdaj, kaj se tebi zdi, Gregor, kaj je boljše? Je varčevanje boljše ali je vlaganje denarja boljše? Ja, zdaj, če boš sam varčeval, boš imel boš se pravi imel 100% rezervo nekje, če boš pa vlagal, pa zdaj je tveganje, da izgubiš nek del denarja, po drugi strani si je pa lahko spet veselje, da dobiš nek del denarja. Jaz sem srečen, če dobim več denarja. Ampak kako pa veš, ki se pa ti pozanimaš, kako vlagati v bistvu, v kaj vlagati, kako prejš do tega? Ja, se pravi, obstajajo neki sistemi, eni so zelo, se pravi, tvegani, drugi manj, recimo vzajemni skladi ali pa če vlagamo prek večjih družb, oziroma da družbe vlagajo za nas, se pravi, je za nas tveganje manjše. Če pa gremo mi kot neki lajki vlagati v delnice, ko jih pa prvič vidimo, pa da jih ne spremljamo dlje časa, ne poznamo njihovo razpadanje, se pravi, bomo pa verjetno izgubili, če nismo v njih poučeni. Se pravi, torej, če vlagamo v vzajemne sklade, bo nekdo drug namesto nas vlagal potem v delnice? Obstajajo te večje družbe, ko pobirajo denar od večjih ljudi, ki imajo enake interese, potem pa z neko večjo količino denarja kupujejo večje sklade, se pravi, je tudi njihov dobiček znatno večji, potem ga pa razdelijo med ti, ko so vlagali. Meni je super, da vodim to oddajo, ker zdaj se dejansko nekaj naučim, ni mi treba brati zares teh stvari. Zdaj, velikokrat slišimo, da moramo varčevati, oziroma da je treba vlagati, ampak kaj pa ljudje, ki dobivajo recimo minimalno plačo, pa potem ves ta denar porabijo za neke zelo osnovne potrebe, s čim pa oni lahko varčujejo, oziroma kaj lahko oni naredijo? Ja, to je definitivno težja situacija, ampak potem pa se, ne vem, obrnemo na neke take čisto banalne vsakodnevne stvari, kot je na primer vožnja avtomobila. Če živiš v Ljubljani, praktično ne potrebuješ avtomobila, ker je javni prevoz dobro urejen in nakup vozovnice je veliko cenejši kot vožnja lastnega avtomobila. Ja, razumem, plus ljudje na cesti so debili. Tako realno gledano je kar varno biti bolj v troli. Ja, ok, da. Se pravi, v bistvu nekako se odpoveš določenim dobrinam, ki niso zares potrebne. Dobro, zdaj še eno tako vprašanje tudi glede varčevanja, da ima zdaj nekdo s podobno plačo, dobil bo dobro pokojnino in nekako nima nobenih posebnih izdatkov, a bi ta oseba še vedno mogla varčevati. Ja, zdaj glede varčevanja tako, zdaj na njemu, če on hoče imeti večje dobičke, oziroma če hoče, ne vem, imeti lepo pokojnino, potem bo začel zdaj varčevati, Tudi za nas mlade je približno tak, da mogoče se zdi neverjetno, da začnemo zdaj zavrčevati čez 50 let, bomo šli po pokojnino. Ampak če bomo zdaj začeli pomalo nabirati, se na koncu nekaj velikega nabere. Tukaj je moj problem. Jaz si ves cajt govorim, ok, naslednji teden bom pa res začel varčevati, ampak ko pride naslednji teden. Zdaj, to je verjetno banalno vprašanje, ampak še vseeno, na lestvici od 1 do 5, kako pomemben je za vaju denar, kaj so druge stvari, ki so bolj pomembne od denarja ali pa manj pomembne? Jaz bi rekla nekje 3, zaradi tega, ker je vseeno mi omogoča, ne vem, preprosto, da si kupim hrano, pa oblačila, pa stvari, ki jih dejansko rabim, ampak so pa pomembnejše stvari, kot je naprimer, ne vem, ljubezen, družina, ampak vseeno sta to ljubezen, družina, denar, to je težko primerjati, ker je to čisto nekaj drugega. Ja, pa včasih so tudi te stvari zelo povezane. Če nimaš denarja, lahko da te družina. Ne, hecam se. Moja družina me ima zelo rada, hvala, ker gledate Živo mami. Kako pa je zate pomemben denar? Ja, jaz se bi tu pridružil odgovoru. Vse denar je pomemben, je osnovno sredstvo, brez njega dejansko vsak dan ne bi mogli več preživeti. So pa druge stvari, ki jih ne moramo kupiti. Recimo, je meni najbolj pomembno osebno zdravje. Dobro, lahko plačaš bolnico, pa ne vem kaj, ampak osnovno je pa pač zdravja ne kupujemo nek na tržnici. So ene zadeve, ki jih ne moreš kupiti. Še za konec, a mi mogoče lahko kdo od vaju pove, kaj je Ponzijeva shema? To je shema od enega Ponzija. Ponzi, kar hecno ime. To je v bistvu piramidna shema, ki nas
v kateri nas prepričujejo, da bi v njo stopili, zaradi tega, ker imajo tisti na vrhu, imajo največji dobiček in te hočejo prepričati, da če boš ti vstopil in nove člane pripeljal, da boš ti tudi dobil dobiček, v bistvu je to le neka vrsta natek. Ja, razumem. Lahko rečeš natek. Zdaj smo na YouTubeu, nobene cenzure. Tudi tako mislim, da ni zares problematična beseda. Se pravi, to je tako, da nekdo povabi še dva prijatelja in te vsak še dva prijatelja. Ok, v redu. Se pravi, tem stvarem se moramo izogibati, tem piramidnim schemam. Odlično. Zdaj, najlepša hvala, da sta bila moja gostja. Zdaj, preden greste, jaz sem odrezaval še eno majhno zadevo in sicer jaz imam tako ful dobro ponudbo. In zdaj, vse, kar morate video narediti, je, vsak mesec mi boste dala malo denarja. Ne veliko, majhen denar, pa še parpirati. Ne gre. Ko ne dobim ljudi. Tako da, ful hvala za ta pogovor. Upam, da ste se gledalci iz tega kaj naučili. Jaz predvsem upam, da sem se jaz kaj naučil. Bodite finančno odgovorni tudi v naslednjem letu in se vidimo po dopustu.